Modesto, Kalifornija. Božični čas leta 2002. Družine krasijo smreke, otroci pišejo pisma Božičku, na radijih odmevajo praznične pesmi. A v eni izmed na videz popolnih hiš, obdani s prijaznimi sosedi in mirno sosesko, nekaj ni v redu. Ženska, ki je bila v 8. mesecu nosečnosti, nenadoma izgine. Brez sledi, brez znakov nasilja, brez očividcev, pusti za sabo le nepojasnjeno tišino. Zaskrbljen mož, medijska pozornost, množično iskanje in nato truplo. Čau, Elijani, kje ste, kako ste? Upam, da ste fajn, danes je ful lep dan, spet tale april je bizarno lep, oziroma vi to gledate, je že maj. Ful je lepo, tako da bom spet snemala pred tem oknom, upam, da vam enim ni kaj je temu odsevu notke. O glavnem, mečkam bomo tukaj, pa kdaj bomo spet v tisti sobi, tam en kabinet rečem in studio imam noter, vse je črnem, se veste, kako je na drugih videih in kakor mi bo kdaj zapasal. Mogoče, če v ful vroče polet bom sploh tukaj, ker bo verjetno boljši zrak. Tako da upam, da vam je cool. Današnji video je True Crime, ker ste ga by the way v celoti naumili vi. Torej, če me ne spremljaš na Instagramu, spremljaj me na Instagramu, zaradi tega, ker včasih tam glasujemo, razen tega, da gledate moj lifestyle in moje gym vsebine in moja potovanja in izlete in vsakodnevne stvari in mojega mačka. Ne vem, zakaj ne followate ali pa TikToka, tam je vsak dan True Crime, sploh ne vem, zakaj tega ne spromoviram večkrat tukaj. Preden gremo v ta video, dolg časa že nisem pokazala svojega gym napredka oziroma napredka iz fitnessa in zdrave prehrane. Tukaj imate slikco. Kole, če koga to motivira ali pa če bi še kdo rad kvalitetno začel zdravo živeti, pejte prosim na Gymbinka, imate vse tam na kupu. Kreatin se meni zdi trenutno ful pomemben za mišice in tudi za PMS krče, by the way, in krče nasploh prvenstvi. Proteine, to sta dve osnove nekakih rabite za dober start v gymu, pa pač to, da v gym hodiš, pa petek zdrava hrana z veliko proteinov, pa sexy gym outfiti in vse to je na Gymbimu. Cene imajo čudovite, pa imate petek še mojo kodo Alenka5 in presežen, da vam ne bo žal, če sam enkrat greste pogledati webpage in boste navdušeni. Plus, če karkoli vzamete z mojo kodo, v bistvu podpirate mene in ta kanal, ker dobim 5% provizijo, tako da hvala vsem neskončno, ker tam kaj kupite. Vprašala sem vas na svojemu storiju, dajte mi ideje za videe, lahko je karkoli, kaj scary, kaj čudenega, True Crime je bilo kaj in ena ideja vmes je bila o Laci Peterson. Sicer malo starejši, ampak zdaj je spet prišel na površje in potem sem vam dala še enkrat glasovanje med 3 True Crime, ki ste ga vi določili in ste določili tega o Laci Peterson. Torej gremo to zgodbo, kdo je bila Laci Peterson in kdo je bil Scott Peterson. Najprej malo zadnje, tako kot vedno. Laci je bila rojena 4. maja 1975. Skoraj isti dan, ko vi to gledate. Tako bi bila obletnica njenega rojstnega dneva. Ona je bila tudi rojena v Modestu v Kaliforniji, to je to isto območje, isto mesto, o katerem bomo danes govorili in se je ta cel True Crime tudi odvijal. Njena starša sta bila Sharon Rocha in Dennis Rocha, ampak Dennis ne bo tako pomemben za zgodbo, ker sta se potem starša ločila in pride na vrsto Ron, nov mož in nov moški pač od njene mami. Torej ta Ron Granson je bil pa v bistvu ta moški, ki jo je zelo zljubil in je Laci tudi kot otroka in potem celo življenje imel za svoje, oziroma dokler ni pač zgubila življenja. Laci je en tipičen primer žrtve, ker verjetno se vam to že ponavlja, pa meni se tudi kdaj, ampak če gledate njene slikce, ona je bila tako vesela, vedra, polna življenja, ekstremen ekstrovert, ves čas je imela kolege okrog sebe, ogromen kolegov, ves čas so nekaj počeli, ves čas so bili pri nekomu doma, tudi mami jo je tako opisovala kot ono veselo najstnico, ki se je ves čas nekaj dogajalo, nikoli ni bila sama, vedno je bila ona, ki je hajpala ljudi okrog sebe in svoje sestre in tako. Po srednji šoli je obiskovala California Polytechnic State University v St. Louis Obispo. To povem samo zaradi tega, ker je tam tudi spoznala potem svojega bodočega moža, čeprav sta študirala različne stvari. Ona v bistvu se je na nek način ukvarjala, kakor bi tukaj rekli, z hortikulturo, imela je veliko ljubezni do rastlin, do zelenja, do vzgajanja tega in tudi doma je potem želela imeti ful lep vrt in vzgajati rastlince in skrbeti za njih. In še ena stvar je bila njena lastnost, ona si od nekdaj ful želela biti mati pač, imeti otroka, roditi otroka, ful je zanimalo, kako to bo, ves čas se svoje mami spraševala, kako je biti noseč in tako in ful je želela biti mami. Potem pa gremo zdaj na Scotta Petersona, torej ta njen mož s časoma. Se je rodil 24. oktobra 1972, ker ga naredi pač 3 leta starejšega od nje, se pravi za časa teh zločinov, 2002 je bil on star 30, ona pa potem 27. Zdaj tako, Scott je bil edinec, ampak
Uradno je bil edinec, ampak je imel poj ogromno pol bratov in pol sester, tako da na nek način so bila ogromna družina in tudi s časoma, ki se jim je Lacey pridružila, ki jo je on pripeljal kot svojo punco, je bila vedno overwhelmed. Kaj je že slovenska beseda za to? Polna občutkov, ker je bilo toliko ljudi okrog nje. Sicer so jo baje ful posvojili za svojo in čeprav je bila ona ekstrovert, je bilo to tako all over the place. Vsakič, ki je nazaj prišla, je rabila malo počit, ker je bilo toliko teh pol bratov, pol sester in to govorjenja in to druženja in tudi Scott je bil ekstremno ekstroverten, tako da sta bila full bombastičen, eksploziven parček. Na videz popolna, amazing sta skupaj zgledala. Ona by the way je bila taka full nizka, mehna, res short, po mojem je bila tako mogoče malo čez 1,50 m, on je bil pa tak bolj velik, šarmanten, mačo, temen. Tudi tako je bil on full usmerjen v podjetništvo. Najprej je imel veliko strasti do športa in do golfa, nekaj časa je mislil, da bo šel mogoče to profesionalno, pa na koncu je pa v bistvu popolnoma usmeril v prodajo. In tudi prihajajo iz družine, kjer so bili bolj tako kot sem rekla, posrednji je tudi on obiskoval to California Polytechnic State University, kjer se je potem spoznal Lacey. Baje ga je ona zagledala v lokalu, kjer je on delal in je bila, če sem jaz prav razumela iz dokumentarca na Netflixu, by the way, na Netflixu imate dokumentarc, je bila ona tako zmedena v njegovi prisotnosti, da je na prtiček ali na listek je napisala svojo številko in namesto, da bi mu jo dejansko dala, jo je vrgla po pomot v smeti. Tako sem jaz razumela. Zelo na hitro to razložijo. Skratka, Lacey so opisovali, da je bila nora nanga, on je bil šarmanten, očarljiv, malo starejši in ona si tacga vedno želela in ona je bila, ok, to je to, sploh ni dvoma. In poroka je sledila 1997. Zasnubil jo je tako ful na hiter iznenada v dnevni sobi doma, nič posebenega, ampak zelo črljivo, ni nič manjkal, pač bila sta nora ena drugega, vsaj navzven, vsi so bili prepričani, da je to njuna zgodba. Poroka je bila ekstremno črljiva, slike so čudovite, zgledata noro happy, tako da vse je picture perfect. Ja, to so bili oni časi, kjer sta ona dva še gladko lahko potem kupila hišo, čeprav sta imela takrat samo neka solidne jobe in sicer v Modestu, kjer sta kupila hišo na 523 Covena Court. Leta 2002, je tudi njeno usodno leto od Lacey, sta pričakovala prvega otroka. Za Lacey že vemo, ona je bila full excited. Ona je bila, oh my god, mami bom. Je pa bilo malo weird Sharon, mamici od Lacey, ker jo je enkrat Lacey klicala in bila čisto v šoku, objoka, nažalostna. To je bilo verjetno kakšen let, dve prej in je rekla, da je rekel Scott, da ne želi otrok, da nima interesa, da nikdar ne želi otrok. In valjda Lacey je bila žalostna in v šoku. Jaz sem sorry ljudje, zakaj se tega prej ne zmenite? Sorry zdaj za ta rant, ampak zakaj se tega prej ne zmenite? Pač to je tako glavna stvar in da ti taka stvar razhod povzroči, meni je to najbolj crazy. Te stvari so na prvem dejtu, zmeni se presežem. V glavnem, in mami njena je začudila red flag v smislu, kaj pa boste zdaj, kako pa bo to zdaj, ne? In očitno narazen nista šla zaradi tega, je pa kar naenkrat Lacey klicala svojo mami spet in reče, moj bog, noseča sem, in ful je bila vesela. In je mami rekla, je super, ful lepo, ampak kaj pa Scott, a ni on tako, da ni hotel otrok? In je rekla sam, ne, premislil se je, vse je v redu. Biggest red flag, tipi si to nikoli ne premisljajo. Pa najslabše, ko velikrat hočejo biti fotri, ne pa očetje, mislim, noče biti dejanski starš, pol hoče samo otroka imeti. Zdaj imam pa malo lepo napisane tako kronologije, ta video bo zelo urejen. Kronologija dogajanja do izginotja, decembra 2022, kar je res bizarno, da se sprav na praznike vse zgodilo. In sicer 23. decembra 2002 je Lacey obiskala frizerja, torej šla se ima vzrihtati, da bo lepa za praznike in še ta frizer ali frizerka je rekla, da se je obnašala popolnoma normalno, bila je srečna. By the way, Lacey tukaj visoko noseča, a.k.a. 8 mesec in pol, torej skoraj že v 9. mesecu, na robu tega, da rodi, pač insane. In zvečer, to je prav res picture perfect, so šli pa še do Sharon, do mami v Lacey, kjer so pekali piškotke spet za praznike in spet je bilo vse v redu, razen tega, da sta rekla Sharon in pa Scott, da bo naslednji dan Sharon doma pospravljala, Scott se je pa odločil, da bo šukal na ribolov. 24. december 2002, dan izginotja. 24. zvečer, kot vemo, je božični večer, tako da res žalostno. Scott trdi kot nek njegov alibi, da se je pač zbudil okrog 8 zjutraj in da je najprej nameraval na golf. In pa je bil tako, malo je mraz, mogoče ne grem na golf, danes bom šel raje ribe loviti. Ker je že meni tako weird, ker ne bo na vodi bolj mraz, mislim, whatever. Stacey naj bi gledala
cooking oddajo o kuhanju od Martha Stewart. To je v Ameriki ena ful znana, zdaj starejša gospa, ki se ukvarja s kuhanjem in ima tako neko karizmo in karakter in vsi jo poznajo. Ne vem točno, kaj je fora. Ampak na sodišču je bilo to tudi pomembno, ker so majčkeno zamešali, kaj točno je Lacey gledala in potem so mogli na sodišču potrjevati, ali je bila res ta oddaja, ali so res meringo delali v oddaji ali nekaj drugega, tu je ona smetana trda na vrhu, ne vem, tortice. O glavnem, ne vem, zakaj sem zdaj zašla. On pa naj bi se odpravil potem na ribolov, nov čoln, to bo pomembno, nov čoln, ki ga je imel, naj bi ga odpeljal v Brackley Marino in trdi, da naj bi se vrl okrog 5 potem po njegovemu ribolovu. Iz tega ribolova ne vemo nič. Moramo tudi štekati, da takrat 2002 še ful ni CV kamer, ni teh posnetkov, ni vse nekje dokazano, pokazano, vse lažje je bilo takrat nekaj reči in preprosto noben je mogel potrditi ali opustiti, ki točen si bil. Velik, ko je prišel domov, je trdil, da Lacey ne more najdeti. Doma je najdel njene osnovne stvari, torej ključe, denarnico in ključ od avta. In telefon, medtem ko je tudi domov prišel pes, sam, skupaj z ovratnico, ampak brez lastnika. To je navedel kot tiste glavne čudne stvari, zaradi katerega ga je začel skrbeti. Potem je klical starše od Lacey. Torej, on se je v 5 vrnil, potem je klical njene starše, ker ga je skrbeli in okrog 6 so vse skupaj prijavili policiji. Visoko noseča ženska je pogrešana, uradno. Policija začne iskati, tako kot vedno prvih 24 ur je bistvenih, da se nekdo najde in takrat se pogosto najde in nič takega ni. In kakor si lahko predstavljate, dojenček, čeprav samo v glavah ljudi, čeprav je še vedno v ženski, noseča ženska je zelo občutljiva tema pri ljudeh in ta primer je šel viralno. Iskalna akcija je postala ogromna, vsi so iskali Lacey. Letaki so bili v nekaj dneh povsod. Bili so droni takrat v razvoju počas, prvi droni, ko ne rečem, ne tako danes, ampak verjetno taki veliki štorasti, ampak so že iskali. Velike iskalne akcije, ogromno prostovoljstva, ogromno psov in vsega basically v tem območju. Se je pa ena čudna stvar porajala in to je bil Scott in njegovo obnašanje. Kot mož, ki je ponavadi najbolj prizadet v teh primerih, če pač ni ničesar kriv, vse, kar si želiš, je najti svojo ženo in nerojenega otroka in pač rešiti situacijo in hiter biti in ukrepati. On je bil ekstremno hladen, zadržan, cool, calm, collected. Ker je na nek način, ni nujno, da bi vsak si mislil, da je nekaj narobe z njim, lahko bi si mislil, da je samo amazing in pač tak zbran in moški in hladen, ker pač noče pokažati čustev, ampak valjda nekateri so pa mislili, da je čist preveč hladen glede na situacijo. Tudi na teh posnetkih, ko so njega prvič dali na postajo, samo kot so po defaultu mora biti on primarni osumljenec, če noben drug je ni videl, nič drugega takega vmes se ni zgodil. In tudi na tem zaslišanju, veš, če bi moj partner zginil, bi bilo jasno, ker gremo lahko iskat, kaj lahko še kaj povem, kaj lahko še kaj pomagam, kje vse bi lahko bil, mozgaš zraven, nočeš biti paničen, ampak hočeš vse informacije od sebe, da se stvar odvija. On je ful tako na easy, ja, ne, a veš, komike od sebe daje. Nasploh, tekom te iskalne akcije prvih dni je on pogosto najden z očali in s kapuco in kada se popolnoma sam hoče izogniti kameram. To ni vedno največji red flag, ker pač takrat si žitek poklapan, je pa mal red flag. Iščejo po parkih, rekah, celo s helikopterji in psi. Primer je tudi basically postala nacionalna novica v nekaj dneh. Pa sledil temu primeru eno ogromno razkritje, ena ogromna afera, ki je popolnoma spremenila vse. Če si predstavljate do te točke, da še vedno polovica ljudi vsaj je bilo na strani Scotta in vsi so ga imeli za pač ful šarmantnega v redu moža, od te točke naprej se vse spremeni. In tudi njegov odnos potem do medijev se in policije totalno spremeni. Amber Frey je bila 27-letna ženska, s katero je Scott začel razmerje oziroma nek odnos en mesec prej. In kmalu potem, ko je on z njo začel odnos, je rekel, da bo to prvi božič, ki ga bo preživel brez svoje žene, v smislu, da je že odovel, v smislu, da je več ni. Amber je bila enostarševska mama oziroma mama samohranilka in ona je v bistvu obvestila policijo vsem tem,
takoj, ko je videla na novicah, kaj se dogaja, ko je videla, da je to on, ko je videla, da je to njegov primer, z njemu povezan, da je on ta mož, ki ne bi bil poročen in trenutno ne bi žena zginila, čeprav v njeni glavi od Amber ne bi ta žena zginila že dolg časa nazaj. Je klicala policijo in je povedala, da pač ima informacije in so jo zelo dobro uporabili. V bistvu njo so ozvočili, njega so ozvočili oziroma njune telefone na ta način, da so ima lahko ves čas prisluškovali in tudi od te točke naprej je bil ves čas ta prisluškovalnik na telefonu od Scotta, ampak on tega ni vedel. In so tudi rekli Amber, kao dej, hvala, ka dela z nami, ampak probi od njega potegniti čim več resnic, čim več izjav. Idealno, da dejansko prizna umor, ker je pač ekstremno sumljiv. Približno takole je zvenela njuna debata, enkrat, ko je končno priznal, da se je lagal in ko je bila ona ogorčena itd. Amber, hey, Happy New Year. Happy New Year. I wanted to call you. Thank you. Amber, you there? I'm here. Amber, I wish you could hear me. I'm on the, I think that you're there. I'm near the Eiffel Tower. New Year celebration is unreal. The crowd is huge. The crowd's huge? Amber, Yes, I'm here. Amber, you're there. I can't hear you right now, but I'll call you on your New Year. Te klici potem so bili odločilni za to, da so se obe družini in od Scotta in od Lacey pač tudi obrnili proti Scottu. Hvala Bogu je to primer, ker je tudi družina od Scotta dejansko rekla, ok, ne moramo več stati za njemu, ne sodeluje s policijo, noče pomagati, ni iskren, nič to nima smisla, hočemo samo, da pomaga in da je Lacey najdena, tako da v bistvu edin bad guy v tej celi situaciji je Scott in valjda tudi družina od Lacey, ta Sharon, predvsem mami in Ron sta bila čisto ogorčena. Ko jima je enkrat klenknal, da je on varal, da je to klagal, da je vse to počel in da se je še vedno pogovarjal po telefonu žensko, s katero je varal, medtem ko je njegova žena in otrok sta bila pogrešana, je več kot očitno največji red flag ever in je rekla Sharon, če lahko laže o takšnih stvareh, kaj še skriva. Te točke naprej je Scott največji osumljenec, ampak ena stvar, ki konkretno manjka, so pa dokazi in vse ostalo potrebno, da bi bil dejansko aretiran. Medtem iskalna akcija poteka naprej, odprli so tudi klicni center, kjer so sprejemali informacije o tem, če kdo kaj ve, če kdo kaj videl, če se kdo kaj spomne in bilo je toliko ogromno informacij, v mestu ogromno lažnih, med njimi razne informacije, ja, temnolasa, noseča ženska, bila je ziher Lacey, taka majhna, lušna, pretty sure, da je to ona. In te informacije so kdaj zelo uporabne, pa se kdaj rešujejo situacijo, kdaj pa samo otežujejo in tukaj je bilo dosti lažnih informacij in tudi na sodišču potem na koncu bom povedala zakaj, ampak je to majčkeno kalilo. Zdaj pa še par ključnih datumov v razvoju tega primera. Gremo kar na 31. december, zadnji dan v letu, leta 2002, torej koliko je to en teden praktično po izginotju. Na trgu v Modestu se odvije molitev za Lacey, tako da imeli so dobre reševalne akcije, pa tudi skupaj so se dobivali versko, molili za njo, prosili za njo. In fora je, da po temu eventu je bil viden Scott, ki se je na polno smejal, hecal, zabaval in pil šampanjc. Včasih, ko se je on smejal, oziroma v času njenega izginotja, v tem roku enega tedna, se je on večkrat tako obnašal, ampak tudi sestre od Lacey so rekle, da na nek način jih je pomirjalo, da niso bili vsi tako zategnjeni in žalostni, ampak zdaj, ko so pa vedeli, kaj je on vse počel in koliko je v bistvu šiti človek, je bilo pa to samo drastično videti, da se je smejal in pil šampanjc. 15. januar 2003. Policija prvič potrdi, da je Scott oseba zanimanja. Prvič so to v javnosti poudarjali. Ljudje so itak že to čutili in vedeli in v bistvu že navijali po tih, da bi ga policija vzela kot resnega osumljenca, ampak prej ni bilo dovolj dokazov. Policija včasih v teh primerih tudi ne pove tega tako javnosti, zaradi tega, ker javnost preveč potem zagrab in preveč rata vse nasilno in potem bo ta glavni osumljen še bolj bežal, še manj sodeloval, še bolj se bo bal, in tega včasih nočijo. 28. januar 2003 Amber Frey ima novinarsko konferenco, kjer javno pove, da je bila v razmerju s Scottom. Njena izpoved je spoštovana zaradi tega, ker je ona od začetka sodelovala s policijo in tudi ko je tukaj priznala, se je zraven jokala, je čutila in ona absolutno popolnoma nič ne vedela prej od te dejanske žene, od Lacey in se vidi, da je iskrena in v bistvu njo ves čas ljudje od štarta spoštujejo in jim je pač pozitivna oseba. Ok, dokazov, kot sem rekla, je zelo primanjkevalo, čeprav je policija na tej točki raziskovala vse možno. Vozilo od Scotta je bil tak rjav Dodge pickup truck, valjda tudi ta čoven, by the way, je on kupil na novo,
kar je full random. Tako mislim, da spet en mesec ali še manj časa, preden je bila Lacey pogrešana, je on kupil čoln. A veste, kaj je rekel mami od Lacey? Ko je ona prišla in rekla, pa si ti kar ribe lovil, no, to je nekaj novega, valjda. In on tako, ja. In zakaj nisi povedal, da si čoln kupil? In je rekel, zato da bi Rona presenetil. Ron je pač od mami od Lacey nov mož. In mami od Lacey rekla tako, zakaj bi s tem Rona presenetil, pač njega briga za ribe in ribolov, Preiskovali so tudi hišo, kjer ni bilo znakov prisilnega vstopa ali pa boja, tako da spet niso najdeli nič, in pa avto od Lacey, pri katerem ni bilo znakov uporabe ali pa česarkoli drugega. Torej nobenega DNK-ja nikjer. To je res manjkalo. DNK kot lase, kri in podobno. Naslednja ogromna stvar, ki se zgodi aprila, in sicer 13. aprila 2003, pride končno do najdbe trupel, do najdbe teles. Ob obali zaliva San Francisco, blizu kraja, kjer je Scott dejansko tisti marini ribičaru in ribolovu, je sprehajalec psov odkril truplo. Lacey je bila oblečena v ista oblačila, kot jih je nosila ob izginotju, in to so bila tudi nosečniška oblačila. Tako da, ko so bila potem ti prvi klici ustvarjeni, družini, so itak blikujo, sam povej, a je ona. V teh 4 mesecih je bilo njeno telo popolnoma razpadlo, pač tega praktično niso mogli potrditi, ampak glede na oblačila in na to so bili bolj tih po telefonu, v smislu, kad ne bom ti rekel ja ali ne, ampak skoraj nemogoče, da ni ona. Na tem območju, kjer so že verjeli, da bojo verjetno trupla enkrat najdeli, če že nekje, ker so itak vsi verjeli, da je Scott kriv, ker je pač tam ribolovo in po vsej verjetnosti valjda trupla tudi odvrgel. Samo dan kasneje praktično je bil ta DNK tudi potrjen, tako da tukaj ni več dvoma. Aretacija Scotta Petersona je potekala tako. Še vedno brez dovolj dokazov, ampak on je bil v avtomobilu, na telefonu, je govoril s svojimi kolegi in ne bi šel na golf. Medtem je nad sabo slišal helikopter in za sabo, mislim, da videl ali slišal avtomobile in je bil prepričan, da ga lovijo mediji, ker jih je toliko sovražil, je rekel, mislim, da ne bom prišel na golf, ker je bil prepričan, da bi bilo to grozen, da bi ga tam oblegalo, on bi hotel golf igrati in bi imel pač tam 5 kamer in 16 ljudi in je rekel, ne bom prišel. In je začel divje voziti, v bistvu na nek način bežati. In ker je na ta način bežal, je full prometnih prekrškov naredil, bil je nevaren, gume so škripale in takrat je policija v bistvu dobila dober razlog, da ga ustavi, da ga zapre, da ga preklenejo v bistvu, da ga odpeljejo na policijo iz drugega razloga, kot dejansko to, da imajo dokaz za umor. By the way, tisti, ki so ga dejansko zasledovali helikopteri itd., niso bili mediji, bila je dejanska policija. Samo Scott je mislil, da so mediji. Zakaj mi to vemo? Ker je bil pač na telefonu in on je imel na telefonu prisluškovalno napravo in so itak pač slišali, kaj govori. Ko so ga ustavili, je on prvo stvar, ki policiji rekel, prosim, povejte mi, da tisti ni bila moja žena. Takrat so itak že vsi bili zihar, da je on kriv in so bili sem tako, bitch, please, pač tih bot. Očitno je na tej točki vedel, da so jo najdel, ni bil pa tok, mislim, še zmeraj šel na golf. On se je res obupno obnašal. Naslednja stvar je, da ga odpeljejo na policijo, in mislim, da je bila dolga pot ali nekaj tacga in vmes so šli na In-N-Out restauracijo. In-N-Out pač, ne vem, se sploh ustaviš ali samo pelješ čez. In on si naročil burger, krompirček in shake, mislim, da. Medtem, ker ne bi lih zvedel, da je njegova žena praktično naplavali jo na obalo, tam, kjer je on jo ven vrgel iz čovna. Pač crazy, ta tip, ko zlah tok brez tok neemocionalen, da ne dojameš. Sploh neemocionalen, ko zlah tok glup. Pač kakšen red flag je to, ampak okej. Kaj vse so bili še dokazi, da je on v bistvu v kratkem želel zbežati. Zdaj smo 18. aprila 2004, ko je on aretiran. Aretirajo ga blizu San Diega in v avtu je imel 4 mobilne telefone, več $1000 gotovine, camp opremo, lažno vozniško dovoljenje od svojega brata, belilna sredstva in spremembo videza je imel na sebi, zaradi tega, ker je bil tak malo blond, če boste videli na slikah, mačkan gingerbell, in v bistvu je bil na ta način ful bolj podoben svojemu bratu, kateremu je pa tudi vzel osebno, ali vozniško, ali oboje, ne vem, ampak tako. Takrat so bili prepričani, da tudi zaradi svoje lokacije, da je želel pobegati v Mehiko. Zdaj ga imamo končno prijetega za zapahi in kakšna je njegova obtožnica. Po aretaciji 18. aprila 2003 je Scott Peterson obtožen dvojnega umora. V Kaliforniji
tožilstvo odloči, da bo zahtevalo smrtno kazen. Gre za en primer, kot sem že stokrat zdaj rekla, nimajo konkretnih dokazov, nimajo DNK-ja, je pa tako zelo močen primer. Torej, njegov alibi se ni ujemal, bil je točen tam, kjer so bila trupla odvržena, pa bili so tako manjši logični dokazi, da so imeli primer proti njemu in potem je bila itak tam porota in zaradi porote itak porota se odloči, kaj na koncu bo s primerom in je bil na koncu obtožen za ubojni umor, hvala Bogu. Za njegov motiv so določili afero plus željo po svobodi. Več kot očitno on še vedno ni želel tega otroka, ampak namesto, da bi preprost bil dec in ukrepal, se odstranil, vsem poskrbel za to družino bodočo, je pač raje šel ubiti človeka, bizarno. Še ena stvar, ki je počel do točke, ko trupel še niso najdeli, je bilo to, da je že prodajal hišo, je že prodajal zibelko za otroka, je že vse v stanovanju razmetal, brez spoštovanja do Laceyne lastnine, brez spoštovanja do ideje, da se ona sploh lahko vrne. V intervjujih govoril pretekliku, kao, ja, bila je super ženska. Nekdo, ki ima upanja, nikdar ne bo govoril pretekliku, sploh pa ne nekaj prvih tednov ali mesecev ali dni po dejanskem izginotju. Potem še naprej na sodišču so omenjali, ko je šel on tudi ribarjati v to Brackley Marino, 145 km stran in to z novo kupljenim človnom, za katerega ni povedal nobenemu. A veš, moški, ki se spusti v ribolov, veš, da se v ribo slikal tam 6000-krat in ima neko željo potem in bo sam povedal, sploh te motorčke zraven in čovni in to. On je povedal nobenemu, tako nobenemu, še Lacey ne vem, če je vedela, po mojega krat dan prevlekel. V intervjujih in policijskih izjavah je bil tudi večkrat zamenjal in zamešal kakšne detajle zgodbe, datume, čas odhoda, kraj ribolova in podobno. Trupla so najdel točno tam, kjer je on šel loviti ribe. Pač niti ni se potrudil kam drugam odvršt in še ena nora stvar, ker je meni tako res crazy. Mislim, on je trupla itak poskušal obtežiti z betonskimi takimi kladami, ampak očitno sta vsem priplavala na površje, ampak so pa v njegovi garaži našli take lesene dele kose, ker si videl, da je noter poskušal uliti je ulil noter ta beton, ker so bili istih oblik. In ta beton so potem najdeli na dnu tega jezera, tako da se je vse poklapalo, pač ful slab je vse to. Mislim, saj lesene dele bi vrgel iz garaže, kako ker misliš, da nič ne bojo najdeli. Je pa res, da takrat true crime ni bil toliko razvit, kot zdaj, ker nam je že vse tako malo logičen. Edini DNK dokaz, ki so ga najdeli, je bil pri kolici in čovnu najden DNK las od Lacey in je bil las od Lacey, ampak se mi zdi, da če je to itak v njeni hiši, kako boš točno lih vedel, da na več načinov bi ta las lahko prišel tja. Še ena čudna stvar je bil ta pes, ki je popolnoma vedno lajal na poštarja. Ali je bil v hiši lajal na poštarja, ali je bil zunaj pred hišo je lajal na poštarja, ampak ta dan, kar je ful weird, zakaj pri njih hodijo poštarji na, 25.12., ki je pač Božič, ampak okej, očitno je hodil poštar in pes ni lajal, torej ga ni bilo. Je bila pa še ena velika teorija zarote tukaj v tem primeru in sicer, da sta dva roparja oropala sosede, prav sosedno hišo, ampak te dva roparja so potem tudi ujeli in so bili okej, mi močno sumimo, da ste vidva kriva in obsojamo vaju tudi zdaj za umor ali pa ugrabitev Lacey. In ona dva sta dojela, da jih hoče obsoditi za nekaj tačega, sta bila tako, no, ker sta vedela, da tega nista naredila in nista hotela pač zaradi tega sedeti v zaporu in sta ful hotela sodelovati, ful sta hotela pomagati, kao ne, bomo mi da točno povedala, kdaj sva mi dva ropala tisto hišo. In pa sta v bistvu rekla 27. december in sta se zafrknila, ker 27. decembra so te sosedi dejansko bili doma. Pisali so se Medina, te sosedi, in je bilo ful awkward vse skup. In en policaj ful dobro reče, kao da ti dva roparja vedela, kjer dan sta ropala. Itak sploh ne veste, kjer dan tedna je, ker ne delata in ne veste sploh, kater dan je. Verjetno sta se samo malo zafrknila z datumi, ampak itak koncev ni bilo nobenega drugega dokaza, da bi te dva roparja naredila tudi kaj Lacey Peterson. Je bilo pa na sodišču tudi aktivna obramba Scotta Petersona, torej njegov odvetnik, torej tisti, ki ga je hotel dokazati za nedolžnega in je izpostavljal to, da prvo ni bilo fizičnih dokazov, ker pač je res, da jih je bilo zelo malo. Drugič, Laceyjen čas smrti ni bil natančno določen, sploh glede na to, koliko časa sta bila trupla tam, bi lahko bila ona kasneje ubita. In pa tiste priče, ki sem jih prej omenjala, tisti klicni center, ki jih folk klical ko zmešan in so ves čas govorili, da so videli Lacey nosečo tam, pa tam, valjda potem, ko je bila že mrtva. To je tudi bil potem kot nek dokaz na sodišču, da
Zanga ni dokazal, da je kriv, s tem, da je Lacey bila kao še takrat živa, a ne, in take stvari so bile poj obramba Zanga, ampak niso nič pomagali, na koncu je bil še vedno obtožen. Scott je bil torej obsojen na smrt z injekcijo in poslan v San Quentin State Prison, ampak do te injekcije nikoli ni prišlo, še vedno je živ, kakor vem, ker je velikrat vmes imel razne pritožbe in ena ta pritožba je bila tudi precej, ne bom rekla legitimna, žal je do tega prišlo, ampak je rekel, da ena članica porote je bila osebno pristranska, da je držala z mami od Lacey. To se je tudi videlo na sodišču, ker je ta porotnica, ko so se porotniki med sabo že odločili, da bojo njega obtožili, Scotta, je tako pomežikanila mami od Lacey in ja, in tudi kasneje je potem Scott to uporabil kot na nek način, da se je pretožil in da se je ta njegova smrtna injekcija vse čas zamikala, tako da na koncu sploh ni dobil, je pa dobil dosmrtno ječo brez pogojnega izpusta. Scott, ja, je pač utelešenje zlobe in narcis in neka zelo dark, temna oseba. Itak nobenih čustev ne kaže na nobeni točki, niti zaigrati jih ni znal. Tako da mi je res crazy, ki je Lacey, ki je bila tako taka happy, da se sploh poklopila, ker ne vem, a je ful dobro igral čustva. Vem, da je na začetku ogromen rož nosil in ta love bombing, ker takrat še po mojem sploh niso poznali tega izraza in je pač samo bila prepričana, da je verjetno full sweet, ampak ja, psiho alert. No, v glavnem, hvala, da ste gledali ta video, če vam bil všeč, valjda komentirajte, lajkajte in se gledamo v naslednji petek po vsej verjetnosti. Pridni boste radi, se imejte, Ellen mama out, čau! Bye!